pač jaz, ko sem bila mlajša, pač mene ne bi noben mogel prepričati v to. Jaz sem vsak, pač jaz, če meni ti rekel, sem lahko, ok, ampak najprej damo tep nekaj v red, potem damo pa lahko meni. In pa noben je bil za. Mene je ful dolg oviral to. Mene je bilo strah umazanije. Mene je bilo strah, da bo pa zdaj tle nek kakec vam prišel. Okay. Jaz imam občutek, da ženske mislijo, da je tu ful enostavna stvar. Zaradi tega, v uporničih vidimo, da je tu pač čisto enostavno. Zato tudi prej, ko sem pač na začetku rekla, da je pač naporno, ne, in zakomplicirano, in res je, ne. Kako pa s tem, da moški ejakulira v anus in je potem not sperma? Kam gre potem sperma? Ne, sej jaz tudi prdim pred drugimi, ampak nisem vedela, da ti, to me je šokiralo zdaj. Vem pa, da bi če v usta daš pol penis, valjda, da ni to v redu, ne? Ali je? Ali kva? Ne, pa še to, ful pomembno. Zakaj nam je ljudem tako zanimiv analni seks? I have no idea. Zato, ker je... What? Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Lahko zdaj začne? Ja. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. V podcastu, kjer bomo danes govorili o analnem seksu. Končno! Vsi smo si ful želeli tega in vsi vi ste si tudi želeli. Ja, jaz sem dobivala zadnje čase sam še to v DMs. Jaz ne vem, a je to zdaj december tako obdobje, da bi vsi radi analno seksali, a veš, za darilo. Evo, ideja za darilo. Narediš kuponček, pa tako lahko zdaj seksava urit. Ja. Ali pa nekaj tazga. Seks, analni seks. In v tej epizodi boste zvedeli vse, kar rabite vedeti o tem, kako se tega lotati na tak način, da bo na koncu ful dober. Da bo ne boleče. Drugače pa gledamo ob ponedeljkih. Zato, da ne bojo več tako bedni, ne. Vsi podcasti so sicer drugi na vikend, mi smo pa pač rekli, da bomo v tednu ga imeli v ponedeljku. Ja. Ne bojo ponedeljki zdaj za seks. Ja. Še en disclaimer, preden nadaljujemo. Če te vsebino o spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ok. Preden nadaljujemo, bi se rada zahvalila najnemu sponzorju, Temptico čokoladi. To je čokolada, ki te naredi hornim, tako da če jo hočete probati, oziroma če vas najprej zanima, kako je, ko smo jo me probale, pejte prejšnje epizode pogledati, koda je pa v opisu, ne rabite nič pisati in kliknete in si jo prvoščite, ne? Glih idealna priložnost za darilo v bistvu. Ja, 20% cenejo dobite z najno kodo oziroma s tem linkom, ki je v opisu, tako da res se vam splača, kdaj, če ne zdaj? Ja. Ok. No, zato, ker bomo govorili o analnem seksu, se nam je zdelo edino prav, da v intimnem kotičku predstavlja analne igračke. Ja. In dej ti začni, ko imaš take malo bolj začetniške, kako bi temu rekel, jaz sem pa malo bolj hardcore. Prej smo se pogovarjali, da bo mogoče med epizoda kakšna bunkica dol padla, ampak nismo si predstavljali, da bo že tako kmalu. Božično okrasitev imamo, če niste opazali. Ja, in upam, da jo bo še kaj ostalo do konca epizode. Ful smo se potrudili. To je set analnih čepov. Kako naj to pokažem, da boste videli? 3 različne velikosti, s tem začneš, pol greš pa do večjega. Ful že dolgo je bilo nazaj, v bistvu, ko sem tega probala, tako da zdaj ne moram reči, da sem te vse 3 probala, ne? Tako da pač ti so mehni za začetnike, ta je pa že malo večji. Fora analnih čepov je, da te napolnajo, ne? Jaz imam ful rada ta občutek, v bistvu. Zdi se mi, da mi še nekaj dodat, ko včasih čutiš, da bi pač rad penetracijo, tako jaz včasih čutim, da bi rada analni čep. A se ti kdaj zgodi, recimo, seksaš kdaj, da je analni čep noter? Ja. A se ti kdaj zgodi, da imaš feeling, da ti bo krvam padel? Sploh pri teh malih. Skus imam feeling pri teh malih, da mi bo vam padel, zato jih pa ne uporabljam. Zato v bistvu te večje bolj uporabljam, ne? Ker hitro se v bistvu lahko zgodi, ne? Še sploh, če... Ta je res mehanje, ne? Ja. Ni smešno to? Ker meni se je včasih zdelo tu full big deal, ne? Veš? Zdaj pa pač jaz ne čutim tega, recimo. Ja, ta je res tak mečkan. Joj. A pa se ti glih tu je fajn, ne? Glih tu je fora teh setov, da imaš pač vse 3, ne? In pol se ne rabiš novega kupovati in pol lahko počas, ko ugotoviš, da ti bo ta noč zlezel, prešaltaš na pač te večje. Ne, da bo noč zlezel, da bo vam padel. A imaš tudi feeling, da ti bo noč zlezel? Ja. Pa sploh pri temu tam mehanmu? Ja. Ja. Pa, mi, ko so silikonski, da jih lahko tako enostavno čistam.
Pa mehki so, ker so silikonski. Ja, Pač za začetek je full fajn, ja. da je silikonski. Ja, ampak ful je drugač, pač tam ima prav un mehak silikon, ne? Veš, veš un silikon, ki so... Veš un tak, ki ne gre not. Ja. No, ta ni tak, ta je ful gladek in gre ful enostavno not, z veliko lubrikanta Ja, lubrikant je obvezan. in top, in pol ga jaz tam pustim, not, in tam je. Ja. Nošaš včasih, ta lisiči rep, ne? Recimo, Ja. sem jaz tudi tako nosila, drugač. Nošaš kdaj analne čepe tako po hiši do mama? Ne. Okay. Ne. Ampak sem pa slišala, da to ljudje kar radi počnejo. Tudi je taka ena fajna predpriprava na analni seks, zato da se anus malo raztegne in pripravi na penetracijo. Tako da je to tudi dober life hack. Ampak moraš pa dobro podmazati prej, ker če boš imel naprimer navaden lubrikant na vodni osnovi, se bo ta lubrikant upil noter v kožo s časom in pa ko boš to ven dajal, bo bolelo. Ja. Tako da rajš kakšen oljni lubrikant ali pa kakšno kokosovo olje, recimo Ja. krisko, take stvari. Ja, ful je, sem še tu bi povedala, da meni je bil ful fajn ta na začetku, zaradi tega, ker je res tako debel kot en prst, pač, ne? In gre brez priprav noter in je tako lepo, kaj je tako enostavno bilo. Jaz sem drugače s sabo tudi moj prvi analni čep, ki sem si ga kupila. Okay. Sam, a ga grem iskat? Ja, pokaž A ga ga. grem lahko? Sekundica. BRB. Ok. Kjer ga imaš? Vam še povem, kaj je bila fora, zakaj sem ga jaz sploh kupila. Jaz sem tako že nekaj časa delala v pač sex shopu, pa to je bilo zihar, že saj en let sem že tam delala. In jaz še nisem nikoli sprobala nobene analne igračke. Pač sem že kdaj imela kaj analno noter, ne več kot prst, ampak še vse. Ampak nisem imela pa nobenega analnega čepka. In pa sem se enkrat v skladišču pogovarjala z Evo, ki je delala v skladišču. In me je vprašala, če imam kakšen čepek. In sem bila tako, ne. In ona, kako nimaš? Joj, nujno rabiš enega. In jaz sem bila tako, ja, se ga bom enkrat vzela. In ona, ne, takoj ga rabiš. Pa sem le tako, ne vem, če sem pripravljena. In ona, le, tega le vzemi, ki je čist majhen. Pač to je, kada nimaš nič noter. Ja. Pač tako, taki roza pa modri so in mi je pač tam enega dala in sem ga vzela in mislim, sem ga plačala in nisem ga ukradla. In sem šla domov in sem ga sprobala. In je pač res, pač to je pa, kada nimaš nič. Ja. To je pa tako, res se ne rabiš nič pomatrati. Se mi zdi, da je perfektno, če za začetek, če te je strah, karkoli sploh noter dati, ampak pri tem je pa res problem, če hočeš seksati z njim, pač to kar ven gre pol. Kar Ja. tako ven zleze, ker je to drobčkan in potem, a veš, ko gre penis v nožnico, Ja, ga iztisne. ga potem kar malo ven stisne. Ampak ja, to je bil moj prvi analni čep. Ja, veš, kaj je fajn je pri teh tam malih meni tu, da se pač ne rab človek ful pripravljati, se mi zdi, da nam je ful meni je bilo strašno, recimo na začetku, ne, nisem vedela, kaj ne pričakujem, ali bo šlo zdaj kaj ven, ali bo šlo zdaj kaj not, ali kaj se bo zgodilo. Ja. In pol je fajn, da lahko sem tako v 5 minutah probaš, če je res tako strašno ali ne, pa vidiš, da ni. In potem greš lahko na. Pa greš lahko naprej, ne? Ja, pa greš lahko. Ma, kaj Jaz nisem takega. še tega probala. A si ti imaš še kaj zapovedati, da ti ne bom jaz zdaj tle prekinila? Ne, noč. Jaz drugače. Analni čepki. Jaz vedno priporočam, ko me kdo sprašuje, kaj tako za začetek vzeti za analno, pač to, kar si ti prinesla, set analnih čepkov. Ker, lih to je fora, ko imaš kakšnega tazga mejhanga, na začetku se ti to zdi fuluno strašno, ampak ful hiter premejhan. Pa tu je 2 dni. Ja. Ja. In če imaš doma že pač set, greš lahko takoj na večjega, ne rabiš ti zdaj iti v trgovino ali pa naročiti prek interneta, pa čakati 3 dni, da ti to pripeljajo. Imaš ti to že tam, a ne? In set analnih čepkov je tako najboljša prva analna igračka, če me Ja, se vprašaš. strinjam. No, tole je pa. Jaz najprej mi je bilo tako, ni mi bilo jasno. Pač to je tak analni čepek, ki ima en tak repek. A pač veš, kam gre to? Je logično. Je v piško, ne? Ja. Ja. Ampak jaz sem tako, pač, a to je tako mal za okras zraven, ali ko iPhone. Ja. Ampak ja, tole gre v piško in se potem pač lepo vibracije pač potem prenesejo in mal pritiska na G točko, ki jih tako, a ne, ta prave oblike. Čeprav v resnici, Ampak gre penis zdravo not, ne? ja, ampak v resnici pač to krvan pade meni včasih, ta del, ki je za opiško. Pa tudi ta je fajni, ker ni prevelik. Pač se mogoče zgleda velik na prvi pogled, ampak res ni. In pol imaš še tak daljin zraven, zato da ti ni treba Valjda. nič tam dol šarati, ker hočeš vmes kaj spremeniti in pod sam z daljincem spreminjaš in je ful praktično, res. Pa vibrira sem ta sredinski. Mislim, da Vibrira sem čep, ne? ja, tle Okej. noter je ta vibrator, mislim ta motorček in je res kulski, pač mene.
Mene je ful presenetil, koliko je drugač, če imaš sam noter navaden čepek ali pa čepek, ki vibrira. Pač meni so te vibracije res hude. Ja, se ne bom strinjam. zdaj od tega pršel, ne? Ampak je pa ful taka dodatna dobra stimulacija. Meni je to boljša vibracija, kot kjerkoli drugje, če sem iskrena. V anusu. Ja, Ja, čisto drugače. drugače. Res je čist drugač. Ful. Oh. Ej, ta repek, ki sem še hotela reči, to je po mojem zato, da kao malo bolj zapolne, ne? Ja, Tako debelino penisa. tako. Ja. Pač pa imaš bolj občutek, tip ima bolj občutek, da si ti bolj oska, ne? Ja. Pač moč imeti dosti lubrikanta, ker če ne, potem Ful, gre ven ja. pol. Ja, tu lahko kar namočaš te stvari v lubrikante, ker ni res. Ja, pač ne moreš ga imeti preveč v resnici. Ja, Realno, boljš preveč, kot premalo. se strinjam. To si kar zapišite nekam. Tako da pač jaz iskreno ful priporočam, da probate nek vibracijski analni čepek. Začnite s temi manjšimi. Ja. Razen, če ste že navajeni tako na prste, pa take stvari, pol pa lahko greš direkt na takega. Ja, pa meni, veš, kaj sem še hotela omeniti? Da ful. Jaz sem recimo pri svojem prvem analnem čepu, ki sem ga imela ful časa nazaj pozabila, v bistvu, da mora biti tanek ta del vmes. Štekaš? Ker ta je ful primerno tanek in ful cute, da zaradi tega, da te ne boli. Veš, kaj mislim? Kaj je Ker noter, sfinkter ja. pač, ne? Aha. Kako bi to razložil človek? V glavnem, kul je, ker te ne boli, ker je Sej, tako tanek ta. Logično. Ampak, a veš, kaj pa je edin fora? Recimo analni čepki kot predpriprava na analni seks. Če ti zdaj nosiš tak čepek, ki ima tanek vrat nekaj časa, ti ne bo ful raztegnil, glih vhoda v anus, ki je najbolj ozak in zaprt. Tako da, če imaš to nekaj časa noter, ti še vse ne bo zdaj ful pomagal pri penetraciji. Možeš ti še vse en ta čepek mogoče malo ven pa noter dajati, pa potem še malo s prsti probati, pa 2 prstoma, pa kakšnim potem malo manjšim dildom, recimo, zaradi tega, da res malo raztegneš vhod v anus. Ker tole tega ne raztegne tok. Te malo prav, ampak ni pa zdaj dovolj. Ko si ti pripravljaš na analni seks? To bomo še govorili o tem. Okay. No, v glavnem, še ta ful pomembna stvar. Kadar karkoli dajete v anus, mora biti nujno razširjeno dno. Če imaš ti neko igračko, ki ni primerna za analno uporabo in nima razširjenega pač dna, lahko uide noter v anus in potem ne odide več ven. Ker, ko se enkrat neki noter ujame, recimo, da bi dala jaz to noter. Ko je to enkrat noter, se pač te mišice analnega sfinktra so stisnjene skup in ti ne moreš noter priti s prsti pa ven vzeti, plus, ko je enkrat noter, se kakor tak vakum naredi in to še kar malo gor potegne. In nočete biti tisti človek, ki pride na urgenco, zaradi tega, ker ne more spraviti ene stvari ven iz anusa. Ne boste prvi, če se vam to zgodi slučajno, ne se sekirati, zaradi tega, ker so to že vse videli mnogokrat. Pač rečeš, da si padel na to in se ti je noter zaril. Ali to rečeš, kaj? Spotaknil sem se in sem spadel na tale, kaj jaz vem, korenček, in je zdaj v mojem anusu. Yeah. Pač razširjeno dno pomeni tudi, da ima tako široko spod, da ti ne more zlesti. Tako je. Tako da to je tak en pomemben disclaimer. Zdaj pa jaz predlagam, da greva kar direkt. Ja, valjda, le koliko časa smo čakali na to epizodo. Vsi sem še o analnem seksu razmišljamo. Preden pa gremo na glavni del, pa še povemo, da lahko skodo med nama 10. Skoda? I'm so sorry. Sara ima seks trgovino, pitchpop.si, Ja? kjer lahko najdete vse igračke. Kak? Čakaj, zdaj mora ena od naju tu povedati in bom kar jaz. Čem jaz, ne bom jaz. Ne, jaz sem zdaj v stiski, daj ti povej. Zihar. Ja. Sej, to je to. V glavnem na pitchpop.si s kodom med nama 10 dobite popust na vse te igračke, analne, neanalne, na lubrikante, vse, kar rabite, zato da bo vaš seks še boljši. Ali pa masturbacija. Ker si ti huda, kako poveš te stvari, tako da si se pripravljala doma. Bravo, čestitam. Ja. Zdaj pa. Mi da ponovadi vzameva izmed over neko temo oziroma neko zgodbo in potem iz tega narediva epizodo. Tokrat sem jaz dobila toliko sporočil na Instagram, da sploh nismo nič iskali na Medoverju, ker ste imeli toliko enih vprašanj, toliko enih svojih zgodb ste povedali, da bomo kar iz tega izhajali danes. Ja, pa še imeva itak milijona in zgodb, ne? Ja.
to je mogoče part one, bomo videli. Jaz imam občutek, da bo preveč zapovedati, da bo to vse stisnjeno v eno epizodo, tako da bomo videli. Zdaj pa, za začetek bom jaz prebrala par komentarjev, ki sem jih dobila glede analnega seksa in to so stvari, ki jih ne delati. Okay? To so cautionary tales, to se pravi, kako se temu reče? Zgodbice, iz katerih se nekaj naučimo. Okay, ja. Tega ne delati. V glavnem, vprašala sem, kakšna je bila vaša prva izkušnja z analnim seksom in je bilo v avtu, brez prave priprave in lubrikanta. Oh, to be young and naive. To je pač pisalo. Si predstavljaš, pač, da prvič analno seksaš v avtu, brez da se karkoli sploh pripraviš, brez lubrikanta. No, lej. Ne rečem, da se lahko zgodi, da je pač ženska ful vzburjena in pač od nje tok teče, da se pač povsod vse navlaži in gre čez. Ampak jaz se ne bi zanašala na to. Pač, Ona je hotela povedati, da je bilo grozno. Pač ja. Ja. Okay. In a veš, sej, sem pa tja, se komu zgodi analni seks po nesreč, da ga da pač noter. Pač imela sem take zgodbe, ne vem, kaj je nareka, da se je pač mal naslanjala, pa je bilo dobro, pa je šel pol noter. Sam, če hočete imeti sigurno dobro izkušnjo, poslušajte naprej, bomo govorili o tem. Potem spet, spontano v gozdu. Še zdaj mi ni jasno, kako me ni vse bolelo in je pasalo. Zgleda, da je res priprava vse. Evo, se lahko zgodi, ampak ne tega vzeti, kot bom jaz tudi v gozdu. Pač, zaradi tega, ker je ona v gozdu in je pač šlo in je bilo dober. Ne se zanašati. Če imaš lubrikant sabo v gozdu, lahko tudi v gozdu. In kolikrat imaš lubrikant sabo v gozdu? Glede na to, koliko imaš ti igračko vsakič sabo, kaj jaz le pridem celo škatlo in ne vem kva, imamo tudi lahko lubrikant v gozdu. Don't do it. Sam, just don't. Polka si že parkrat probal v nekih dobrih razmerah in pa si siguren, da bo šlo, probi to kjerkoli. Ampak dej za prvič res ne. Ker to je fora. Veš, koliko ljudi ima prvič slabo izkušnjo, ker pač ne ve, kako se tega lotati. Ker recimo mogoče vidijo v porniču in ne vejo, da pač, ko snemajo pornice, prej ful pripravljajo in uporabljajo lubrikant, pač vse, kar ni na filmu, ker pač ni zanimiv za gledati. In pol probajo sami in pač boli in ni dober. Zato pa, če hočete imeti res, ne. Pa še en. Jaz bi sam rada, da omenite, da ni tako grozno in da naj si punce upajo probati. Mene tak seks celo bolj se od navadnega in bi mi bilo res žal, da ne bi nikoli probala. Ok, to sem po nesreč dala tle noter pod kaj ne delati. Ampak je pa dober uvod za naprej, ker bom jaz zdaj delila par fajnih zgodb. Okay. Od ljudi, ki so probali analni seks. Jaz bi sem še eno, šalo. Tu sem nekje enkrat prebrala, da kdaj veš, da si odrasel, ko pač dojameš, da je analni seks res superior, ne, boljši, kot koli drug. No, da vas mečkeno pogumam in da vam povem, da boste si predstavljali, da je to lahko res ful dober, če vas je strah. Ena je napisala, skozi sem govorila, da to pa ne bom nikoli probala. Ampak za rečenega kruha se največ poje. Zdaj ga obožujem. Je pa bil prvi tudi s sedanjim partnerjem, počas z veliko lubrikanta. Prvič je itak mal smešen občutek, ampak čez leta vidiš, da ni noben bav. Yeah. Potem bo se pogovorila tudi o najnem prvič. Sara je rekla, da se ga... Je, da sem mogla kar malo razmisliti. Zdaj 2 dni sem razmišljala o svojem prvem analnem seksu. Si imela nekaj za razmišljati. Ja. Odgovor za analno. Jaz sem z bivšim in je bilo noro. Doma sva z lubrikanti, pa me je res kar velikega. Najboljše nama je bilo, ko sva analno in zraven še z dildom v nožnici. Takih orgazmov nikoli več. Tako da ne vem, zakaj tega ne nadaljuješ, pač mislim, kako takih orgazmov nikoli več. Je, da jih drugačno doživljajo, po mojem mislila. Jaz se strinjam z njo drugače. Tale mi je taka lušna zgodbica. Na morju, po pregovarjanju iz strani partnerja. Res se je potrudil. Najprej, da sem prišla do orgazma, nato pa je zelo namočil luknjo in počasi s prstom, s 2 prstoma, zraven lizal ščegetavček in šele na to ga je dal noter. Hvaležna, da mi ni... Kaj? Hvaležna, da ni bolel in da če bi takoj prenehal. Okay.
Pač jaz mislim, da lahko kar zaključimo epizodo. To je to, Kaj? kar rabite vedeti. Ne, jaz moram povedati o svojem prvem analnem seksu. Hecam se. Tam je tudi taka zanimiva. Moj prvi analni je bil shemale v Italiji. To se pravi trans ženska, ki ni imela še operacije spodaj in je imela penis. Ni imela velikega in je bila zelo nežna. Najprej je malo peklo, potem pa je to zamenjal užitek. Čakaj, ženska ali moški? Shemale. Ne, tu je ženska ti To je napisala. tip napisal. Aha, okay. Mislim, po mojem, zaradi tega, ker ponovadi grejo tipi na shemale, ne? Anonimno je, tako da ne vem, ampak jaz A ja, sklepam, tu da je greš moški. naš e-mail. Ja. Okay. Ok. Še zadnji. Zdelo se mi je, da se je partner vedno nekaj motal tam okoli in sem ga vprašala, če si tega želi in sva bila potem malo oba sramežljiva. Bilo je posebno lepo, drugačno, najno in zdaj občasno to prakticirava, a bolj za posebne priložnosti, da ni prepogosto. Pač drugače sem dobila tokenih sporočil o prvem analnem seksu, da sem mogla kar malo sfiltrirati. Bom jih po mojem tudi delila vse pol na Instagram, Okay. ker ne vem za druge, ampak jaz rada prebiram take zgodbice. Se mi Ja, se zdijo strinjam. take- Je bila še sploh če kakšna res bizarna. Ja. Je bila kakšna res bizarna. Pač kakšne so bile samo tako, ker so se mi smilili ljudje, ki niso imeli najboljše izkušnje. Ja, okay. Ampak to pa potem kasneje tako Okay. odgovarjala tudi na ta vprašanja, kako se tega lotati. Sara, kakšen je bil pa tvoj prvi analni seks? Pa čutim se kot na enem intervjuju danes. Naporen! Evo, naporen. Kdaj se je zgodil? Ko sem bila stara 18 let, s mojim prvim fantom. In vse je bilo super, drugače tako super izkušnja, ne? Ampak je bilo pač res malo naporno, ker se moraš pripravljati najprej, moraš več razmišljati o tem. In pa tudi malo boli, ne? Pač ne gre takoj noter v resnici, ne? Pač ne boli zdaj, ampak moraš počas. In to lahko tudi traja. In je trajalo tako ful časa, da je to efektivno uspelo nama. In pa mi je bilo super, pa sem jaz ugotovila, da bi še rada tega. Ja? Ja, nimam v bistvu nič kaj tako zapovedati, ful mi je bilo dober. Takrat sem pač ugotovila, da sem zgleda odrasla ali kaj. In to je tu, je pa naporno, pa se mi zdi, da ljudje kdaj malo pričakujejo, kot da pa ne bo, veš, da sploh, da bo čisto enostavno. Pač ni glih tu čisto enostavno, ne? Da se ti odločaš, da boš zdaj zjutraj. Pa analno Ja, ali pa sekso. med kosilom, analno sekso, ali pa ne vem, v gozdu. Pač tako je, malo več priprave rabiš, ne? Ampak se pa splača. In kakšna je ta priprava bila? Mentalna predvsem. Okay. Ne, ful mentalne priprave, pa tega, da sem se jaz tako, v redu, Sara, pač moraš biti sproščena, ne, moraš biti sproščena in analnost moraš biti sproščen, drugače pač ne bo šlo, ne, tu je največ časa vzelo. In kot ko pol probaš enkrat, pa ne gre, pa si pol tako, ok, 3-krat moraš globoko vdihati, tu je bila predvsem priprava, pač do tega, da spravaš to stvar not. A si se prej kaj pozanimala, kako pač se tega lotati, Ne. ali si šla po feelingu? Ne, jaz sem šla. Okay. On je rekel, dej, kaj če bi tu, njemu bil ful všeč analni seks, pa tudi bil je kar starejši in pa sem jaz tako, ja, noč, ne, če smo že vse drugo, pa dajmo pa še to. In ja, pač malo me vsakeč je tako, pač intenzivno je, ne vem, kaj ne rečem drugega. Ni za vsak dan analni seks, men, je tako? Ja, ne, ni za vsak ne, dan. ne. Pač jaz, ko sem bila mlajša, pač mene ne bi noben mogel prepričati o to. Jaz sem pač jaz, če meni ti preko, sem lahko, ok, ampak najprej damo tep nekaj v red, potem damo pa lahko meni. In pa noben je bil za. Kaj res, Ja, meni je bilo tako, a jaz bom zdaj tle, ti už zdaj tle meni analno seksov, a ti ne bi bil pripravljen pač nekaj da turit. Pač najprej mi dokaž, da pač je to fajn lahko, pa bom pa še jaz. Ok. Ampak, pa sem pa odrasla tudi jaz, ne? In je pač tudi mene zanimalo. Sam mene je ful dolg oviral to. Mene je bilo strah umazanije. Mene je bilo strah, da bo pa zdaj tle nek kakec vam prišel. Okay. In če ne bi bilo tega, bi je že zdavnej. Ker mene ni skrbelo, da bo bolel. Mene je samo skrbelo, da bo pač zdaj tam kaj umazano. Pa pač tudi če bi se, a veš, tudi če se umiješ, lahko kaj pride ven. Ker pač pri analnem seksu moraš biti pripravljen, da ne glede na to, koliko se pripraviš, še vseeno lahko kdaj Pač, kaj če pride. ga daš v rid, valjda veš, kam ga vtikaš, ali ni to tako? Ja, To ampak bi jaz meni je mislila. tako res to bilo ful
stresno in nisem. Ja, Ne. se je stresno. Meni je še vsakeč tudi zdaj malo tako, ja, kaj če bo, ja, pač pa bo, ne. Ja, To je edina sam razlika. pač vse, a veš, nočeš tega. Ja, itak da ne. In da sem jaz čez to šla, je pač kar nekaj časa trajal in jaz sem v bistvu z Janom prvič. Ja. Tem Janom. Ja. Kaj? Ja. Z Janom si prvič in zdaj si kar vzljubila že analni seks. Mi da so pol imeli eno obdobje, ko so ful velikrat analni, mislim, ful, kar pogosto v resnici. Čakaj, ti pol do letos nisi še nikoli analno seksala? Ja. Oh. Pa jaz sem tako vso teorijo vedela, jaz sem vse vedela, kaj je treba narediti. Pač saj zato mene res ni skrbelo, mene je sam to skrbelo, ker na to pa res ne moreš vplivati. Pač stvari, na kjer lahko vplivaš, me niso skrbele, ker sem pač vedela, pač sej štekam teorijo, ampak, god damn it. Okay. In pač jaz sem mogla čez to iti. In potem... Wow, kakšen kompliment za Jana. Ja. Cute. In če sem se pol pripravila tudi s tem analnim tušem in vse, ker pač če sem lahko, to je treba zdaj očistiti, mogla sem imeti dober občutek v želodcu, pač mene je to najbolj pomembno. Recimo zdaj ne uporabljam več analnega tuša, ever. Ja, jaz tudi nikoli ga nisem sploh. Mi je pa, ampak sem pa prav mogla sem imeti kakaton dan, pa tako res dober, pač veš, kakšen je tisti. Mislim, valjda ne, če imaš drisko, ne? Tu je Itak. logično, ali je treba take stvari povedati. Ja, ne vem, upam, da ne. Ja. Ampak ja, pač, če si imel ti drisko tisti dan, ne se tega lotati sploh. Ja. Pač, ti moraš res imeti feeling, da si pač tako spucan. Pač, da Eni nimaš- ljudje celo ne jejo en dan prej, sem slišala. Ja. Sam to je pol uno, če reš neke ekstremne stvari. Čist navada na analni seks, moraš pač sam ti malo svoje telo poznati in vedeti, pač, a se ti počutiš, da je vse Ja. tle noter spraznjeno ali ne. In jaz sem imela pol eno obdobje vmes, ko pač moj želodec se ni obnašal tako, kot bi si jaz želela in jaz sem vedela, da jaz ne morem zdaj analno seksati. In pol nisva. Tako da zdaj nazadnje smo takrat, ko smo ono čokolado spet probavala, po dolgem času pač sva spet analno seksala, pa vmes, joj, to je bilo, jaz sem dobila en komentar, a veš, kaj sem ti rekla, da sem pač fantazirala, ko sva seksala, da ga je dal pač urit. In mi potem ena napisala, ampak zakaj pa pač mu nisi rekla, da bi urit? Ja. Ker moj želodec ni bil, pač nisem Ja. mogla, I wish I could, ampak jaz sem vedela, da če ga bo dal tja noter, ne bo v redu. In za tega ne, a veš, in zato sem lahko sam fantazirala o tem, ker zdaj na Pa se ti je zadnji... kdaj kaj slabega zgodilo tako? Ne, Ne. pač jaz si kdaj pač je tako kaj umazano, ampak life hack je to, da imaš pač pri posli vedno vlažilne robčke in potem, če kaj samo brišeš in greš naprej, ali pa pač v skrajni sili greš lahko tudi se umiti ali pa karkoli. Ja. Pa se da zrihtati, pa ne vem, daš nekaj od spodaj, recimo, kakšno brisačo, če te je preveč strah. Mislim, da smo imela, ne, mislim, da nisem imela nič prvič. Ne, res nisem imela. In da sem imela kar Kaj? belo posteljnino, ne. Ampak je bilo vse v redu, hvala Bogu. Ja, pa če bi bila jaz moški, ne, bi bila moja tehnika taka, da ko se vstaneš, pa se greš umiti, pač ne pogledaš dol. In pa se ti ne moreš nič slabega zgoditi. Kaj ni? Kaj ne? Ja, mislim. Ja, sam kaj boš ne pogledal dol. Kako lahko ne? Ja, jaz nikoli nisem. Jaz vedno, ko sem analno seksala, nisem hotela potem pogledati več penisa, ker sem bila tako, ja, kaj če je, jaz se moram temu izogniti, jaz bom zdaj stranglala. In tako. A res? Jaz pa skoraj. Pogledaš? Ja, jaz. In kaj bi naredila, če bi bilo? Ja, ne vem. Rekla bi, sorry. Ja, tako, točno tako. Tako da zame je bila prvi analni seks, je bil ful uspešen, zaradi tega, ker pač sva šla počas, z veliko lubrikanta, najprej sva mislim, da sva takrat še celo igračke malo uporabljala, pa prste je on uporabljal, pa počas sva šla, pa dihanje. Ful je pomembno dihanje. Res. To sem jaz vse slišala na drugih podcastih, tako da delim še z vami. Ena stvar je to, da ko ga da noter, izdihneš. To se pravi, ko ga on začne noter dajati, ti izdihneš in ko vdihneš, kar ne počaka mal. Še druga stvar, če ti imaš zategnen grlo, to se pravi, če ti zadržuješ dih, recimo, pa imaš tako grlo zategnjeno, imaš tudi anus zategnen. Tako da moraš grlo sprostiti in če grlo sprostiš, je sproščen tudi anus. To je vse povezano. Ampak meni najbolj deluje to dihanje. Še ena stvar, ko ga da on noter, pač mene še zdaj, vedno vsakič, ko ga da prvič noter, mene boli. In pač ne more ga dati kar direkt noter, mora ga dati malo noter, pa mene malo boli, pa ga mora dati pa spet malo ven, pa spet malo noter. In v bistvu pač mene ne boli pri vhodu, ampak mene malo noter potem bolj boli. Tako da počas ga more, pa malo ven, pa malo noter in jaz moram pač lepo dihati in on mora pač z mano sodelovati, da pač ga da v pravem času noter. Ampak pa kaj enkrat noter, pa nič več ne boli.
Je pa čist cool. Pa to je še ena stvar, na začetku ima veliko ljudi občutek, kakor da bojo pokakali se, kakor da te kakati. In ta občutek potem mine s časoma, ampak zaradi tega, ker nisi navajen, pa so te mišice navajene, da vsakič, ko se raztegne in pač gre neki pač tam čez, je trek, gre ven. Yeah. In zdaj, če gre pač penis noter, imaš mišice ne vejo, da je pač zdaj nekaj drugega, so pač sam navajene, da je vedno povezano s kakanjem, ampak pač... Ni to res, ne? Ampak kako bi pa vedel, če bi bilo? Ja. Ja. Ne, še en hack moram jaz pokazati. Ne vem, kako bom sicer to izvedla, ampak če je moški za vami, to je najboljše deluje na svetu, ever nasploh, ok? Malo je čuden hack, Lucija je rekla, da to ona ne bi nikoli naredila, ampak jaz pa sem, ne? Vem, kaj boš rekla. Pa zakašljati moraš, ok? Tu je meni enkrat povedal en bivši partner, zdaj se malo čudno držim, bivši partner, da naj sem zakašljam. Ful sva imela težavo, ok? In jaz sem tako sedela na njemu, on je bil pa tle isto, tako kot jaz, ne? In on je bil tako, pa dej, Sara, no, pač dej zakašljaj, ti sem zakašljaj. In jaz sem tako, ne morem zdaj tle kašljati. In pol, narediš tako, in je že not. V trenutku gre noter in veš, kaj je tu, ko si ti zdaj rekla za dihanje? Aha. Tu je po Isto. moje tu, ko malo izdihneš, pa še tako, ko zakašljaš, ne moreš pač se po moje anoš čistko odpre. Ja, ne, 100%, to je to. Tako da, leta. Je, če ne gre na noben drugačen način, je to, ne? Ne, jaz že na začetku sem zakašljam zdaj, ne vem, zakaj bi se mučila tako. Jaz sem kašljati začnem. Ja, full lava, če te to ne vrže ven iz momenta, je pač to odličen lifehack. Ja, ne, nisem pa nikoli razmišljala. Ja, no to. Ne, to je top, evo. Ja. Tako da, zdaj ste že nekaj uporabnih stvari izvedeli. Ja, ali pa za igračke pač jaz to velikrat prakticiram, ne? Če bi pač rada, da mi je enostavnejše, pač zakašljam. No, evo. Ja, probi, z igračkami lahko probaš, ker te ne bo sram. Jaz z igračkami nimam toliko problema, z igračkami... Ja, Kar se gre. res je enostavnejše. Ja. In pol tako, drugače, a si prav probala kdaj, da imaš to se prav penis, pa neko igračko v nožnici? To Ja. je tudi fajn. Ja. Sicer je malo težko, sploh če ima kakšno ročaj tam, ne, se moraš malo potruditi, ampak... A ja, jajček imam jaz. Popolno je, Lucija, unta več jajček. Čakaj, zdaj bom jaz to povedala. Jajček, unta več vijolčen, daš noter in pol lahko analno ali pa vaginalno se seksaš, ali pa najboljša stvar meni v lifeu je, če je jajček not in pol prsta daš not in pač jajček navzgor pritiskaš, ker potem prstov ne rabiš preveč uporabljati. Kap me bo zdaj zadela, če sem iskrena. Zakaj sem se tu nisem že dolgo spomnila, zdaj sem se spomnila. Dober. Ja, evo, na to Evo. pa nisem nikoli pomislila. Hej, ko mi čakam, da zdaj pride k meni. Sara! Kako dober. Ja, thanks. Amazing. Ja, to bomo pa probali. Ja, bom. Definitivno. Jaz bom tudi. Mislim, doma sama. Kamen recimo je tudi full dober. Sploh, ko ga daje noter, da vam še vibrator na klitorisu. Jaz pa to ne morem. Meni sam še enkrat, mislim, to je že nekaj časa nazaj, ampak meni je bilo tako dobro, da sem prosto zadržala, ker sem tako nočem, da mi še pride. Sam pa sem se pa predolgo zadržala, pa mi pa ni hotel priti, ker sem hotela, da mi. Ti pa ne vrže ven koncentracije, meni vrže ven izdihanja koncentracijo, če ga daje not, pa ne bo nikoli šel not. Ne. Meni ni Okay. problem bil. Meni je to zelo fajna kombinacija Cool. bila. Ok. Pač ta analni seks je res malo drugačen. Zakaj nam je ljudem tako zanimiv analni seks? I have no idea. Zato, ker je tako mal prepovedan. Mal je tak, Umazan. ja, Mm. meni je drugače včasih. Pač, ne vem, meni je bilo kar tako, tudi pač, ne vem, kar sram bi me bilo, pač se nisem sploh še analno seks, ampak že tako, tudi sam, ne vem, da so kar vedeli, da mi je dobro, da imam prst noter, meni je bilo kar tako, ne, so še. Pač ne vem, kar sram je bilo tega. Okay. Zdaj mi je pa tako, očitno vse, zdaj tle Ja, govorimo. itak. Ampak res, ja, probite. Ok, zakaj so zginili oni kvadrati? Zdaj to meni ful nepregledno, ampak dober. Aha, ok. Zdaj imam pa jaz tukaj, sem zbrala vprašanja iz Instagrama od ljudi, ki jih zanima pač, kako se tega lotiti in bom mi zdaj odgovorile na vse. In potem na koncu boste vsi eksperti za analni seks. Top, the best. Ok. Prva je, jaz ne razumem, kako lahko to ljudem paše. Probala sem sam enkrat in sem še 3 dni krvavela. Probala sva enkrat in mene ful boli, ker zapre se mi luknja. Ampak bi rada probala, brez da me boli. Rada bi uživala v tem, ne da trpim. A je to sploh možno? Pač se v resnici sva na to že bolj ne odgovorili, ampak da povzamemo.
To se pravi, to, da je krvavela, kaj misliš, da je problem? Kaj bi ti rekla? Jaz razumem drugače to. Zaradi tega, ker če imaš pač hemeroide, te bo to malo razdražilo v resnici. Pač sploh če je velik penis. Res ni tako, da polkar ne boli. Ok, ampak to je, če imaš hemeroide. Tudi to je eno vprašanje kasneje, ampak lahko tudi zdaj o tem govorimo. Ne vem, zakaj bi drugače krvavela, drugače mi je tu mi je manj čudno. Pač ne krvaviš tako krtko. To je logično, če ne uporabiš lubrikanta, valjda, da boš krvavel. Ali če ga ne uporabiš dovolj. Če to na suho delaš. Kaj polkar rinaš not? In moja prva točka je, da če te tako ful boli, da krvaviš, ne, da ne rinaš not. Se tudi ni nujno, veš, recimo, če imaš sam premalo lubrikanta, je lahko še vse malo mokro, ampak kakšen del je pa mogoče suha. Veš, kdaj je kakšen, ki malo ni dost in se potem drgne ob tist in pač vhod v anus, tudi v nožnico je dost tanka koža in se hitro lahko kaj pretrga, sploh anus. Tudi zato je ful pomembno, da res uporabljaš zaščito, a ne, ker če pride do kakšne poškodbe spolno prenosljive bolezni, pač ful hitrejši in ful lažje dobiš, če kaj, kakšna odprta rana, pač tudi če taka mikropoškodba. S kondomi seksata? Analno. Oboje? Ne. Tudi analno, ne? Na začetku sva, zdaj pa ne. Jaz sem njemu rekla, lej, na lastno odgovornost, zato ker drugač v resnici priporočljivo je, da analno seksaš s kondomom, glih zaradi tega, ker sečnica, a ne, pač pri nas ženskah je problem, da moramo iti po seksu lulati, glih zaradi tega, ker je sečnica ful kratka in hitro lahko kakšna bakterija noter pride in dobiš vnetje. Pri moških je ta sečnica ful daljša in imajo te bakterije tako dolgo pot za prepotovati, da vmes že pač kar crknejo in nimajo toliko problemov z vnetji, ampak če pa ti seksaš analno, pa zaradi tega, ker v anusu so še vse te bakterije, pa kakšen košček dreksa pa to in če pride to v sečnico, še vse lahko potem pride do mehurja in dobiš vnetje. Sploh nisem nikoli pomislila, da ima moški v bistvu tam noč tako luknjo, ko gre lahko to. Ja, in potem lahko, in zato ni tako dober, tudi če naprimer si z rednim partnerjem pa drugače ne uporabljate kondomom, pa ni strahu za spolno prenosljive bolezni, je še vse to, a ne. Ne moreš zdaj glih zanosati analno, tako da tega problema ni. Jaz bi samo še povedala, jaz ne znam na vprašanje tu svetovati, lahko pa povem, kaj bi jaz naredila, če bi bilo mi tako. Pač analni čep vzameš, kje jih imam nek mejhen in pač ga imaš malo not. Lahko, ne vem, jaz bi recimo, sem tudi tu delala, pač gledaš televizijo in imaš not analni čep, zaradi tega, da se malo telu prvat občutka. Mene je to ful pomembno drugače. Mame frikavtajo tako neke nove stvari, pa neznanje občutki, zato ful mogoče zato pač pol jaz tudi nosim stvari okrog po hiši, pa povsod, pač se moram navaditi občutka in sem se ga ful pol navadila. In mi je bilo ful normalno. To je drugače ful dober nasvet. Ja, ne? Pač ja, itak. Pa lubrikant. Ne rabi niti seksualno v bistvu, če te tako zanima, ne, da hočeš probati, kako je ona rekla. Se ne rabiš tam zdaj ta prvo stvar, ki narediš, dati penis not. Tako, pa še ena ful pomembna stvar, ki bi jo tukaj pri tem vprašanju poudarila, je, da pač ne pričakovati, da bo zdaj analni seks kar prvič ratov, ko se ga bo šlo tu. Ker pač to ne, pejte v to, da bosta probala, pejte v to, da bosta malo eksperimentirala, če sploh nikoli nisi nič eksperimentiral okrog anusa, dej začni z lizanjem, to se pravi rimming, da samo z jezikom ližeš vhod v anus. Potem pa lahko probaš, če ti to ful paše, da malo pritisne s prsti ali pa tudi z jezikom, lahko tudi z jezikom malo penetrira, če mu je pač to kul. Potem pa kakšen prst daš noter, kakšno igračko daš noter in pol sam vidiš, kakšni so ti te občutki. Začneš z malim, a ne? In pač, dajta prvič samo to, brez kakršnega, sploh nobenega pritiska, da bosta seksala. Pejta mi da bi rada enkrat analno seksala, greva probat najprej s temi začetnimi stvarmi. In potem postopoma nadaljuješ. Ne id zdaj v to midom ropa, zdaj nujno pač takoj analno seksati. Ker če boš ta pritisk nase dajal, je lahko, glih to, ta mentalni del je ful pomemben in te lahko že to prestraši. Da se ti pol anus zategne. Tako, točno tako. Ko se pa ti že navadaš na te občutke, boš pa na koncu že tako hotel, da gre neki noter, neki večjega. In boš komi čakal in to je tisto, kar hočeš doseči. Jaz imam občutek, da ženske mislijo, da je tu ful enostavna stvar. Zaradi tega, uporničih vidimo, da je tu pač čisto enostavno. Zato tudi prej, ko sem pač na začetku rekla, da je pač naporno, ne, in zakomplicirano, in res je, ne, in ne moramo kar pričakovati, da zdaj boš pa kar not, pa super bo, pa vsak premik nam bo pasal, ker pač res ni tako, ne. Tako je. Ja, tu se mi zdi pomembno, da se zavedamo, da je bilo z vsemi v bistvu tako, da nas je na začetku malo bolelo, pa nismo vedeli, če nam bo ali nam ne bo, ali kaj bo.
Tako da res počas cajt si vzem. Res si cajt vzem, ker se nikamor ne mudi. Imaš še milijon seksov pred sabo v svojem life. Sem še to bi pokazala. Sorry, ker sem te tako Povej. prekilna. Pač, če so ti pa všeč lisiči rapi, si daš pa lahko tudi tega noter in pol si taka cute lisička tam po hiši hodaš in to je to. Ja, drugače to je. Jaz drugače tega nikoli nisem imela, ampak je full cute. Ful je cute in ful se cute počuti človek, če je tako mal lisička doma, ali pa sem to sem jaz, ne vem. Se ti najbe? Ja, jaz bi se. Ja. Dobro. Potem imamo pa to, kar je mene najbolj skrbelo. Kako se pripraviš, kje začeti in pa, a je dovolj, če greš pred analnim spolnim odnosom na WC, ali se moraš res načrtno lotiti izpraznevanja? Jaz nisem sploh nikoli o tem razmišljala, res, tako da sploh ne vem. Ne, res, tu je pa res neka stvar, ker nisem pač nikoli o njej razmišljala. Nikoli me ni noben, absolutno mi je bilo že od začetka jasno, da če daš neki urit, je zelo velik možnosti, da bo pač na tem nečem neki gorkav ga boš dal ven in to je tu. Pa veš, kaj je še tako se mi zdi, da če bi bil penis bele barve, bi bilo tu čist drugače, kot če je kož, ne razumeš? Pa tu niso neki kosi, ljudje si predstavljajo, da bo tu pač tak kos ali neki, pač ne, ni to tako. Ja, ampak še vsem. Kaj? Pač, a veš, kaj tako dejansko je pač še vsem iztrebki niso glih najboljša. A veš, recimo, če ti to zdaj pride na posteljnino, pač ti moraš to preobleči, ti ne moreš zdaj spati v tem. Pač to ni dobro, da ti imaš fekalije po posli, recimo. Ko jih imaš? Ja, ne, ampak a veš, recimo, če greš se analnega seksa lotati, pol moraš biti pripravljen na to, da boš ali posteljino preoblekel, ali pa pač, da moraš si dati nekaj od spodaj. Jaz ne Kar je vem, pač kakšen itak analni najlažji. seks vi prakticirate pri sebi doma, ampak jaz nisem imela nikoli nobenih težav, to je vse, kar lahko rečem, da jim ti na svete, jaz ne vem. Ampak to je strah, ki ga imaš. Mene je to najbolj skrbelo. Pač, da bo zdaj, mene je pa to ful skrbelo. In kar vam lahko predlagam, je prvo kot prvo, kot sem že rekla, jaz na začetku sem uporabljala analni tuš. Analni tuš se tako uporablja, evo. A ga grem iskat lahko. To je ful dobro, smo se pripravili. Mene že malo mine, ko vidim to stvar. Tako mi je neseksi, pač ne vem, kar Ja, ti povej. kašljaš. Sorry, a ja. Kogar za koga? Pač ja, res čist je. brez obsojanja, drugače to ni bilo mišljeno tako. Itak, da pač ni bilo zdaj, da mišljeno te kot judgam. obsojanje zaradi mene. Lahko uporabljate analni tuš, tudi če meni neseksi. Ker to je tako predtem, to ti uporabljaš sam, to partner tega ne rabi gledati. Ne? In se pač, če te je res strah tega, kot je bilo mene, recimo, jaz sem se lepo tega lotila tako, da ja, tisti dan sem šla kakat, ampak sem še vseeno to uporabljala, da se sprazneš. In tukaj noter daš vodo, mlačno vodo. Ne sme biti prevroča, ker se lahko pečeš in tega nočemo. Ne sme biti premrzla, ker je ful neprijeten občutek. Glavno to nafilaš. Potem se daš pa v nek čepeč položaj ali pa neki, najlažje to delaš pod tušem, in ter je potem vse v te odtoke. Podaš pa to noter, zdaj imaš take, ki imajo ful tako tanko špico, ti ga nimam s sabo, ampak je problem pri teh, ki imajo ful tanko špico, na prvi pogled izgledajo ful fajni za začetek, zaradi tega, ker so taki tanki in misliš, to pa ne bo bolel. Ampak imajo v resnici ful oster rob. Ja, pa si In- prelukneš anus. Ful moraš pazljivo ga dati noter. Ker te, ki so pa malo večji, pa izgledajo mogoče malo bolj scary, kao kaj si bom zdaj to veliko stvar noter dajo, ampak sploh ni, pač to, ki je debela, kot moj prst, ima pa pač zaobljeno to konico in je ful lažje noter ustaviš. Tako da je ful kontradiktorno, pač čeprav je večji, je ful lažje pa bolj udoben za ustavljanje. Zato sem tega prinesla. In ga daš potem noter in pol stisneš, kolikor lahko, in pol ga daš ven, zato ker če boš to spustil, bo pozavgal noter v zdrek. Ki je potencialno noter. Ok, zdaj pa kera stvar je bolj mesi? Tu, da ti seksaš analno pol ure, pa se pol stuširaš? Ja, ne, to, da seksaš in potem pride neki ven, ali pa pač, da to že vse sprazneš, preden začneš. Ja, ok. A ne? No, in glavno, da to noč stisneš, daš ven, potem pa počakaš še ne 10 sekund in potem pač se malo napneš, da gre vsa ta voda ven. In to potem ponoviš toliko časa, da pač vse, kar pride ven, je čista voda. Ne? Zdaj, če moš to ponoviti 10-krat, pa še zmeraj prihaja ven umazana voda, spusti analni seks v dan, zaradi tega, ker pač ni dober, tudi to v bistvu ful ni dobro uporabljati redno, ker Ja, ne. vse spereš ven tudi tiste dobre bakterije, ki morajo biti v anusu in to ni priporočljivo uporabljati več kot, ne vem, 2-krat, max 3-krat na teden, pa že to je tako pač preveč. Tako da, če ti to, kar delaš pa še zmeraj umazana voda, pač ali se sprijazni, da bo malo umazan analni seks, ali pa ga pač un dan sam spust. Tako je, ne parka to narediš, če ne pride ven čista voda, se predej. Jaz ne vem. Moj nasvet je, da če ne pride ven čista voda, je pač to čisto v redu, kot če pride čista.
Kako je ful dobro, ko imamo tako različne poglede na to. Ker pač, evo, mene je samo to omejevalo, ta umazanija. Zdaj sem pa ugotovila, da je najbolj pomembno, da, kot sem rekla, da čutim, da je vse v redu in nimam problemov s tem, da bi bilo kaj umazan. Kdaj je kakšen tako košček, čist malo, kje, ampak niti to ne vedno. Jaz nisem nikoli še koščka opazila. Jaz sem kdaj tako mik. Okay. Vem pa, da bi če v usta daš pol penis, valjda, da ni to v redu, ne? Ali je? Ali kva? Ne, pa še to, ful pomembno. Mislim, v redu je vse, valjda, sem jaz ga ne bi glih dala. Takoj. Ni glih, te bakterije, ki so v anusu, res niso za ne usta in še posebej ne za opiško. Ne nikoli iti iz anusa v nožnico, brez da vmes umiješ penis, ali pa imaš kondom gor in ga daš potem dol in greš v nožnico, zaradi tega, ker boš dobil tako fajn vnetje. Tu je life hack, ja, kondom daš dol pa, ne? Ja. Iz nožnice v anus noben problem. Kamot, kaj je enkrat v anusu, ne več v nožnico. Ker pač to je res občutljiv organ in če pa hočeš imeti eno fajno vnetje, a ne? Pa kar dej. Pač fora je, da v porničih tu kar tako malo menjajo, ne, v eno lukno, v drugo, it's not like that. Ne. In tudi to je oni bilo mene pač... drugač vedno malo strah. Kaj če bo po nesreči mi? Ja, sej to, ne. To je kar... Ja. Meni je tudi drugač to stresno, Ja. tako sam ne zamenjati Ja, tega. ja. Tako da, ja, pač sej v porničih, a veš, sej to je tudi malo to. Pač, če se je ful dobro umila, pa ne vem kaj, ok, mogoče ne bo dobila vnetja. Pa vem, da jemljajo tudi razne te dodatke prehranske, ki pomagajo uravnavati to floro tam noter, ampak to ni nič zanesljivo in pač ti ne veš, kaj se ne dogaja potem, ko gre domov. Tako da, a ne. Ja, jaz sem malo v šoku drugač, ker sem zdaj ugotovila to razliko, kako, če bi jaz imela epizodo o analnem seksu, bi bila točno 1 sekundo ali 1 minuto dolga. Pač dej probi, greš, nič ni problem, te tehnikalije pa jaz ne vem ful o njih, tako da se veselim, kam še zapovedati. Ja, jaz sem to ful pač raziskala vse, a veš. Čeprav nisem tega prakticirala, sem pač vse, kar se je dal prebrati o tem. Ja, vse vemo, kako sem jaz. Teorija predvsem za vse. Ok, zdaj pa o posledicah. Ali ima analni seks dolgoročno lahko kakšne posledice, v smislu, da imaš potem probleme z anusom? Potem še eno vprašanje je bilo, negativni učinki na anus. Meni je všeč, ampak sem prebrala, da lahko povzroči na primer inkontinenco. To se pravi, kako pogosto lahko to delam, da ni preveč. Pa še ena reka, da jo skrbi glede hemeroidov. Ja. Ja, jaz sem ful velikrat seksala analno, sploh na začetku in zaradi tega imam iskreno probleme malo. Imam tudi, ampak hemeroide po mojem ne dobiš od tega. Glih? Ne. Če jih pa imaš, je pa pač malo naporno v življenju, ne? Pa tudi ne moreš glih tako skozi analno seksati, ne? Pač mene boli, iskreno, pač moraš merkati, ali so aktivni ali ne, ali kako, jaz ne vem, kako to deluje, ampak glavno takrat, ko te boli anus, valjda, če te boli že, ko stojiš, ne greš pa seksati analno, ne? Res. Ja. To se pravi, kaj si reka, da imaš težave? Ja, da v resnici pač sem jaz imela težave zaradi preveč analnega seksa. Z inkontinenco? Ne, z bolečino. Z bolečino, občutljivostjo, pekočino, pa tako. In pol si pač malo nehala to delati? Ja. Sej to, če preveč... Mislim preveč, veš, vsak dan, vsak drugi dan, meni je bilo to preveč. Ja. Tako je. Hemeroidov ne dobiš zaradi analnega seksa, hemeroide dobiš od napenjanja. To se pravi, če ti recimo hodiš na WC in nimaš urejene prebave in se moraš ful napenjati. Med porodom ful žensk dobi hemeroide, zaradi tega, ker se isto napenjajo, ko potiskajo in se napenjajo in od tega pridejo hemeroidi. Od analnega seksa ni tega napenjanja. Če pa imaš hemeroide, pa ful ni priporočljivo analno seksati, ker tudi si ne predstavljam, da ti je pač dober občutek. Zdaj, enkrat sem videla en komentar, ki je ena napisala, da nje pa paše, zaradi tega, ker se ji zdi, da jo pač malo tako prijetno popraska po hemeroidu in da ji ustreza. Tako da, glej, ne obsojamo, ampak načeloma ni priporočljivo, da imaš analni seks, če imaš hemeroide. Kar se inkontinence tiče, analni seks ne bi smel povzročati inkontinence, razen če to zdaj res
ne vem, koliko pogosto prakticiraš, ampak pa moraš že res imeti res grob seks z res velikimi stvarmi. Zaradi tega, ker mišica, to je še zmeraj mišica in pač bo šla nazaj na svoje mesto. Normalno je, če imaš kakšen dan ali pa 2 po analnem seksu občutek, da ni toliko stisnjena, kot je bila, ampak to gre potem nazaj na svoje mesto. Isto kot nožnica po porodu se nazaj vrne. A ne? In to je pač... Jaz mislim, da ti ljudje, ki pač imajo probleme z tu so res po moje velike stvari, tu so tako ogromne stvari. Tu so tako, da eni si tako šerijo anus, da pač imajo tako stvari noč, tako da valjda, da pol se neki mogoče unič. Ampak če to, tudi oni, pač, če to res dobro prakticiraš, pa vadaš, ker pač do tega ne prideš čez noč, to je ful enega treninga. Lahko pa pride do prolapsa anusa, to je pa v bistvu tudi ena kategorija v pornografiji, ki je zelo popularna pri določenih ljudeh. To je pa, ko anus pač dobesedno pade ven, oziroma pač ta črevo pade ven in je tako, temu se reče rosebud, ki zgleda kot vrtnice kao. To je pa fulno, pač to pa ni varna stvar in to moraš dejansko potem na operacijo, da ti nazaj noter pač pričvrstijo. In tisti, ki to delajo, dejansko pač žrtvujejo svoje zdravje za pač tist denar, ki ga dobijo. Ja, to mi pa res nikoli ni bilo privlačno. Pa imam drugače vse kategorije porničev, nič me kaj ne šokira. Tu mi je pa prav tako, ouch. Tu me malo boli, ko tako vidim. Ampak ne mislim, da se bo to zdaj vam zgodil, ker to moraš pa res biti grob in pač to ni nekaj, kar se dogaja ljudem. To se moraš res potruditi, da se zgodi. In to se ti ne bo kar zgoditi, če boš zdaj analno seksati pač enkrat na mesec. Tako da to, kar se tega tiče, to se pravi, nekih dolgotrajnih posledic zaradi analnega seksa v resnici ni, če ti zdaj nek normalen seks prakticiraš. Če pa ti prakticiraš kakšne ekstreme, v katerih bi tudi rada enkrat epizodo posnela, so pa potem, se moraš pa zavedati tudi tveganj. Okay. Še kaj bi tle rada povedala? Ja, ok. Razmišljam, da bi to probala, ampak je varno, pač, a lahko brez kondoma. Glede na to, da je to črevo, me je strah, da bi se tam noter kaj pretrgalo. A je varno, da se noter kaj vtakne. Kar se kondomov tiče, sva povedala vse? Ne? Jaz sem ful šokirana tako. Šokirana nad problemi, ki si jih kdaj delamo ljudje. Pač varno, valjda, če pa je drek not pa gre ven, gre lahko tudi penis not pa ven. Tako je v moje glavi. Ja, ampak še vse moraš biti previden. Zato, ker če reš pod napačnim kotom noter, a ne lahko tudi kaj poškoduješ. Sploh, če reš na silo, če delaš brez občutka, brez lubrikanta, se lahko tudi kaj poškoduje, ker dejansko notranjost je pač tanka. Lahko se kaj poškoduje, ampak če reš pa zdaj počas, pa z občutkom, pa z veliko lubrikanta, pa ni problem. Ker potem lahko tudi normalno pač lahko kar nabijaš v resnici, oziroma pač partner kar nabija. Pa ni problematično. Sam pač najprej moraš pripraviti, ne? Moraš počas začeti, pa lahko kar tudi malo bolj na hard, pa ne bo problem. Vsaj jaz nisem imela nobenega problema. Jaz lahko pač, ko je enkrat to vse sproščeno, ti lahko kar delaš, kar hočeš. Ja, valjda, se ni tu papir, ki se strga. Pa tudi fora je v tem, da anus je veliko bolj, lahko spreme veliko večje stvari, kot kar nožnica. Ti lahko veliko daljše stvari noter daš, ker pač nožnica je dolga do nekih 12-15 cm povprečno, ko je vzburjena in več ne gre noter, kot gre v anus. Pač, gre vse noter? Mislim vse. Ampak vse si že videla kakšne une, ki so videla, vse sem videla, sem predstavljam si ne. Se kar težko si predstavljati, kam to spravijo. Ampak spravijo spet z velikega truda in vaja in lubrikanta. Ok. Kako pa s tem, da moški ejakulira v anus in je potem not sperma? Kam gre potem sperma? Ja, v WC gre sperma, je pa mene skus malo trebuh bolel, če sem iskrena. Tako, malo mi je bilo neprijetno in zelo dolgo časa traja, da gre ta sperma vsa ven. Tako da tu mi ni bilo glih. Meni tudi ne. Pač enkrat svatko, ko sem lahko dej, pač da vidim. Ja. Še 2 dni je tisto iz mene prehajal. Ni mi bilo všeč. Ne, res. In pol niso več, ko sem lahko sorry, ampak I can't. Ne moram jaz kar skozi imeti nekaj, da ven iz mene pač to pol gre. Ne, jaz sem še vedno, ampak se ni tu, ne teče tako skozi iz tebe ven. Ne? Ma ne, ampak pač preteče pa še vse. Ker tako 2 dni kasneje še zmer, ker ne vem, grem na WC, pa še kar malo ven pride. Sperme? Ja.
Ja, čakaj, kva? Ja, ne vem. Pa nekako še veš v unem dnevu, da gre ta sperma pol vanjo potisne. Ne vem, Ja, kakšne verjetno nisem šla- čarole so to. Jaz včasih, jaz nimam najbolj urejene prebave, kot ste že mogoče ugotovili in pač jaz zdaj tudi po 2 dni ne grem kakati. Evo, to pa na druga epizoda o kakanju. Joj, pa jem te probiotike, pa vse, sam pač gled, tako je. Ja. Nekaj sem še hotela reči glede te sperme. To sem še hotela reči, ni sperma povezana, ampak jaz sem tudi ugotovila, da recimo v dogiju meni to sploh ni v redu. Ful mi gre zraka noter in imam potem prav ta napihnen občutek in neprijetno mi je in pač probite različne položaje in da ugotoviš, kaj ti je kul. Pač meni je najbolj kul, da sem jaz od spodaj. A sva probala tudi, da sem jaz na vrhu. Sploh ne vem. Ja, meni je to boljše. Okay. Ker če naprimer se gor usedeš, imaš ti ful več kontrole nad tem, kako gre noter, pa kdaj, pa vse to. Sam meni je pa kul, da sem sam tam, pa jaz diham, on pa dela to. On pa ga noter daje. Okay. In dogi mi ni kul, recimo. Cool. Jaz nisem na nikoli v spode. Jaz sem v bistvu, nikoli nisem na med analnim seksom v spode. No, evo, jaz moram probati biti gor, ti pa spodi. Zanimivo mi je tu, jaz nikoli nisem hotela tu kontrole nekomu prepustiti tako v peronalnem seksu, da bi bila jaz v spode, zaradi tega, ker kaj če me bo poškodoval, ne? Po moje je tu za tem. Jaz sem tako bila, ko sem prej pokazala. Skoraj vsakič, ker mi je bilo tako najbolj enostavno. Fair enough. Ja. Ok. To je v bistvu to, kar se tiče vprašanj. Okay. Jaz sem zdaj še malo statistike glede analnega seksa, ker sem naredila še eno anketo na Instagramu, pa me pač nekdo je vprašal, koliko procentov žensk obožuje analni seks. In glasovali je 1500 žensk, še malo več, in 19% je rekel, da obožuje. 28% je rekel, da ne mara, 28% je rekel tako, pa 25% da še nikoli niso probali. Tako da jaz mislim, da se te procenti lahko hitro spremenijo, potem, ko pogledate to epizodo in probate vse te trike in to. Tako da, ja, jaz verjamem, da veliko teh ljudi, ki reče, da ne mara, so probali, pa je bilo grozno, pa niso več. In jaz tudi ne bi, če bi imela jaz prvo izkušnjo slabo, jaz tudi po moje ne bi hotla analno pač seksati. Ker bi bila tako, to boli in to je to. Ja, se make sense. Pa ful se je treba truditi, pa pač življenje je hitro, pa hitro grem in pa nimaš časa za analni seks. Ja, vse to. Potem sem pa, prvo pa še vprašala za moške in sicer, kako se jim zdi analni seks, kjer oni penetrirajo. Tukaj je manj moških glasoval, sam sem tudi manj moških sledilcev, imam več žensk in je 639 moških glasoval in 49% moških je rekel, da obožuje analni seks, to se pravi, da oni ga dajo v rit. 7% je rekel, da ne mara, 21% je rekel, da je tako, pa 23%, da še nikoli niso probali. Pa še, da so oni penetrirani, tukaj jih je pa sam 434 glasoval, ampak 23% jih je rekel, da obožuje, da so oni penetrirani. 23%? 23%. To je ful veliko, več, kot sem si mislila. Več kot žensk, pač, če gledamo po procentih. Tle treba tudi upoštevati, da lahko, da jih je manj glasovala, ne lahko, da bi, pač je še kakšen, ki ne mara, pa pač ni sploh glasoval, pa bili potem mogoče drugačni procenti, ampak ok, še vsem. 30% obožuje, 21% ne mara, 17% je rekel, da jim je tako, pa 40% da niso še nikoli. Tako da veliki še nikoli ni in se mi zdi, da bi jih bilo še veliko več, ki obožujejo. Ker moški imajo prostato tam noter, Mislim, jaz sem opazila, da se v zadnjem času ful so se moški glede tega sprostili. Ne vem, jaz po moje že 10 let nisem spoznala nobenega, ki bi bil čudno, če mu daš prst urit. Ja, pa veš kaj, malo bolj družbeno sprejemljivo je ratalo. Tudi tako v popularnih medijih, tako zveni. Ampak pač recimo Deadpool je pač bil prikazan, da je bil penetriran analno, to se pravi pegging. Broad City je ena serija, kjer je bilo tudi o peggingu. Pač tako, več se o tem govori, bolj je sprejemljivo in meni se to zdi ful lover. Jaz sem ful vesela pač, da je to, da si širimo ta obzorja. Ja, se strinjam. Ratala me je vse pokrit, kar se analnega seksa tiče, tako da samo ne bo treba par dve bo pa za kakšne fistinge. Jaz sem bila v resnici čisto zmedena v tej epizodi, zato ker sem malo šokirana, res. Nisem ne šokirana, tako, v bistvu mi je lepo to, da smo tako različni, ampak ne vem veliko o teh nekih takih stvarih. Ne overthinkaš to, mogoče, kar se tega tiče. Ne, analnega seksa pa res ne overthinkam. Vse stvari v življenju overthinkam, tega pa nisem. To je res zanimivo. Tu me je presenetilo v bistvu. Ja, mene je tudi drugače to presenetilo pri tebi. Ja. Vidiš, pa zgleda mi je analni seks tak naravni habitat, ali kva. Ja, evo.
Evo. No, na srečo sem jaz to full overthinkala že vse, tako da sem Ja. imela odgovore na vsa vaša vprašanja, ker sem jih tudi že jaz imela vsa ta vprašanja. To je to. To je to. Ja, v resnici. In zdaj za zaključek se greva še Never Have I Ever. O analnem seksu. Ja. Ok. Nisem vsi o analnem seksu, ampak so. Ok. Še ena je padla dol. Dobro so zdržali. V redu, ja. Zraven se igrate z nama, tako da A ja. date roko gor in za vsako stvar, ki ste jo že naredili, to se pravi, če jaz rečem, nikoli še nisem imel analnega seksa in ste ga že date prst dol. In potem tiska ima največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Smo pripravljeni? Ja. Ok. Nikoli nisem imel analnega seksa. Se lahko vsi kolektivno zmenimo, da Lucija takih vprašanj več ne sme dajati. Ker pač valjda, da smo medve. A ja, oni kao, da še niso. Oni tudi sodelujejo. Fuck, jaz pozabam, včasih samo vse razmišljam. Gremo naprej. Sorry. Veš, že ti daje prste dol. Mogoče še pa ti v zapor enkrat. Yes, on je tudi na prst dol. To se še ni nikoli zgodilo. Ne vem, zakaj sem se prej spomnila. Joj, bom jaz govorila, kdaj je dal prst dol, da te vedel. Anžej, naš snemalec, tako da veste. Nikoli nisem doživel analnega orgazma. Ampak ne vem, kaj to pomeni. Samo s penetracijo v anus, da doživiš orgazem, brez stimulacije klitorisa. Tudi Anženi. Brez stimulacije klitorisa, ja. Ja, ampak Ja, ja, ja. Eni doživijo. Ja, itak. Jaz bi to rada Itak. enkrat. Joj. Nikoli mi ni bilo nerodno zaradi kvifa, to so vaginalni vetrovi. To se pravi, tudi tipi, če ste bili naprimer z bejbo, pa je pač se zgodil kvif, to se pravi, da veš, ki prne čez vagino ven, če vam je bilo nerodno zaradi nje, pač prst dol. Ne, jaz sem vsakeč moram povedati, da je bilo... Jaz Kaj ne? Vsakeč moram biti tako... Ja, tako... Haha, ali pa neki, kaj ne? Jaz sem vedno tako, to je bilo iz vagine, to ni bil prdec. Ampak tako pač jaz prnem pred Janom brez problema. Ampak pač, če pa se zgodi kvif, pa pač mu povem, da, da ne bom mislila. Prdiš pred Janom. Ja, mi da so ful malo začela. Kar je ful, mislim, je ful dobro, ker z bivšim, ful dolg nisem prdala pred njemu. Z Janom, po moje po 3 mesecih ali pa še prej. Ne, sej jaz tudi prdim pred drugimi, ampak nisem vedela, da ti, to me je šokiralo zdaj. O, pa skozi, pač on je pa prav tovarna prca, to je pa že prav neverjetno. Ok, nikoli nisem bil pegan ali pa nisem pegal. Tudi Anženi. Kaj? Škoda. Žalostno. Joj. Ja. Domača naloga za naslednjič. Si peg. Ja. Ja, škoda, ker naslednjič ne bomo imeli z tega vprašanja, da bi vedeli, kdo je upravil domačo nalogo. Nikoli nisem seksal z analnim čepkom. O, ti damo en analni čepak, Anže. Šprovo doma. Jaz pa eno vprašanje sem zaprej. Sorry, nikoli še nisi pegala? Ne, Jana? ne. Pa ga bi? Je jaz bi. Ampak bi on? Aha, v redu. Tu je vse. Sem me zanimalo, hvala. Ja, jaz, ko sem prvič dala tisti harnes gor, sem Jaz lahko, vem, da bi I'm ti. ready. Jaz sem pegala lutko, a to velja? Ne, A ne, si nisem pegala, ker je bilo v vagino, pa je bilo pač ne, pol. ne velja, niti Joj, slučajno. sam sem pa, to je bilo draga, je bilo to dobro. Joj, na šihtu smo imeli pač seks lutko in jaz sem imela harnes Ja, gor z ja. dildom in jaz sem s tem pač strašila po pisarni in meni je bilo to dobro. In pol je bila lih tam tista lutka in malo lubrikanta smo imeli in pol sem jaz to probala. Ja, Jaz sem rojena jaz za se to. spomnim te tvoje revolucije, ti si bila sem tako, oh my god. Jaz, kaj bi dala jaz, da bi imela za en dan penis? Ja, jaz tudi, tu pa tudi jaz, res. A ne bi bilo dobro? Blagor vam, ko lahko tu. Čeprav oni pa nimajo vagine, ne? Ja, pa se ne bi zavedno imela, ampak bi pa probala. Ja, Ker je zabavno, že un fake penis. ja the ful je best. bolj funny, ne, tako imeti penis, pa Ja, malo ampak tako tako helikopter. Ja. I love it. Ja. To se pravi, nikoli nisem probal analnih kroglic. Že, pa nič ni on. On je na seksu in je rekel, to je to. Ne bi. Ja. Škoda. Ok, nikoli nisem probal analnih kroglic, to so obe, ne? Ti si rekel, da ti niso neki full, meni so pa zanimive. Ali? Nimam časa in miselne zmožnosti ga vam potegniti tu jaz ob orgazmu in pa mi brez veze štekaš. Štekam. Ja. Nikoli nisem seksal oblečen. Ampak tako oblečen, samo ne vem, sam hlače dol potegneš in takrat sem. Anže je tudi. Evo, vsi smo dal prst dol.
To mi je kar grozno sploh prebrati, zakaj sem to povedala. Zdaj bom dala pa ziharjo s prst dol. Ampak tako, nikoli mi ni šlo skoraj na bruhanje, ko sem obraz približal partnerjevemu madnožju. Ne? Jaz ne. Ampak zato, ker sem potušal, veš, meni je pomoč. Jaz sem imela enkrat enega partnerja. Tako. I'm so sorry. Ful mi je bilo bad. A pa to je tako skozi bilo, ali sam pač enkrat se je zgodil? Ja, mislim, da mi dva nisva bila neki v vonjavah kompatibilna. Mene ful motile so njegove vonjave, tako nasplošno navadne. Pa ni imel nobene stvari tako čudne, ali kakšne čudne higiene, ali kaj. Sem pač, meni je bilo ogabno. Prav von mi je bil ogaven v vsakem trenutku. Groza. Če bi takrat to vedela, bi bila že tako pač Sara. Halo? Nisem vedela pač, Lej, ne? pač, to bi young and stupid, ne? Ja. Ja, nič. Sara gre v zapor. Ti sploh nič nikamor ne greš. Ti se ne boš šel več z nami te igre. Tiru. Tukaj imamo lisice, da te uklenemo ponovno. Je nekaj se bomo mogli drugega spomniti. Res se bomo mogli. Zdaj smo že tukrat to naredile. Ja, nekaj drugega bom jaz se spomnila. Saj imamo veliko tega. Ja, evo. Mogoče moramo nekaj, da kaznujemo onega, ki zmaga, veš. V bistvu Naslednjič me lahko bi našeškala. A veš, kaj drugače sem se spomnila? Mogoče bi mogli mene kaznovati zaradi tega, ker sem toliko slaba, imam podcast o seksu in vedno zgubim. Pač tako, zdaj sem v bistvu se počutim že kratko malo. Ne, drugače nisi prav nič slaba, danes si veliko pametnih stvari povedala. Hvala. Ja, sem to. Kaj si hotel reči? Ne komentirajo, kaj Aha. bi lahko. Ja, povejte, kako bi lahko kaznovali ali Saro ali pa mene, kjer si bolj Sem zasluž res, kazen. sem Una, ki res. zgubi ali una, ki zmaga. Sem res. Jaz se drugače? Ja. No, napište. Kako Prosim. daleč pa gremo lahko? Ja, bomo videli, kakšne ideje bojo imeli. Bomo presodili potem. Ja. Hvala, da ste gledali tole epizodo. Kje naj jo lahko najdejo, Sara? Daj zdaj še ti do konca povej, ker si ti veliko govorila v tej epizodi, pa jaz sem malo padla iz forme. Tako da zdaj bo Lucija povedala, kje nas lahko sledite. Najprej pa followajte na temu YouTubeu, kjer gledate, ali pa pač na podcast platformi, če poslušate. Lajkite, komentirajte, pač predvsem komentirajte, kaj naj bo naj nakazan, pa koliko točk ste dobili. Potem nas pa followajte še na Instagramu, na TikToku in na Facebooku. Tam boste pa videli same najboljše odseke iz podcasta in boste lahko se še cel teden potem smejali nama. Tako je. In najnim izjavam. Ful je smešno, drugače se kar splača to slediti, ne? Pa tudi mene na osebnih profilih povšetova.sara. Ja, Jaz sem se spomnila zdaj, recimo. Pa pitchpot.si, to je moja erotična trgovina, na kateri vsak dan delam cel dan, ampak pol pozabam. Če pa hočete sodelovati v anketah in tudi vi sodelovati pri izdelavi naslednjih epizod, pa followajte mene na mojem profilu. In se vidimo naslednjič. Vesel Božič! Adijo, pa nosite kakšen analni čepek doma pač, ne? Ko boste imeli čas. Čau. Če ste probali pa analni seks, nam pa sporočite, kako je bilo. Ja.